V cerkvi in tudi v teologiji v zadnjem času razmišljamo o sinodalnosti. Želim pa poudariti, da to ni nekaj novega, če želite modernega, čemur moramo prilagoditi ali s čimer moramo zamenjati obstoječe paradigme, ampak je izraz in nujnost, ki izvira iz občestvene in evharistične ekleziologije. Veliki pričevalci in teologi evharistije prvih stoletij pravijo, da so vsi udje Kristusovega telesa synodoj, tovariši na poti, tako Ignacij Antiohijski, oziroma da je ime cerkve sinoda, tako Janez Krizostom. Pri tem mislijo na sinodalno strukturo evharistične daritve, na nič manj in nič več, kjer je prostor za vse, čeprav na različen način, zato je evharistični zbor hkrati tudi prostor in kriterij razločevanja, o katerem danes spet veliko slišimo. Pristno razločevanje, ki je nujen pogoj sinodalnosti, je namreč vedno utemeljeno na velikonočni skrivnosti, na približanju odločitev vrhuncu zgodovine odrešenja. Samo v takem primeru odločitve niso zgolj teoretične ali pa preprosto praktične in operativne, ampak povezane s konkretnim življenjem, z vsemi razsežnostmi človeškega bitja, kajti kakor se nam je Kristus popolnoma izročil, je tudi naš odgovor na njegovo ljubezen toliko popolnejši, kolikor smo pritegnjeni k njemu z voljo, razumom, z vso močjo in tudi vsi skupaj. Če pogledamo na življenje cerkve v taki luči, še posebej v hitro spreminjajočem se in ranjenem svetu, smo povabljeni, da ponovno razmislimo ne toliko o vlogah posameznih pripadnikov Božjega ljudstva, duhovnikov in laikov, ampak predvsem o njihovi istovetnosti, ki je temeljna za to, da bi Kristusovo telo moglo delovati usklajeno, kot uči apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom 12. poglavju. In to ne po vnaprej določenem programu in pravilih, ker nam situacija tega ne dopušča, niti na osebni ravni, niti na občestveni. Zgodovina odrešenja namreč dozoreva sredi nepredvidljive osebne drame in drame sveta, ki jo trenutno še kako občutimo. Zato je cerkev, kot je sugestivno dejal papež Frančišek, podobna vojaškemu lazaretu, v katerem ni takih pogojev in morda sredstev, kot bi si jih želeli. Ne more biti takega ritma, kot se nam zdi potreben, in še veliko takih bi lahko navedli. Ker je cerkev Gospodova in ne naša, to ne sme prestrašiti. Po drugi strani pa je priložnost, da se resno in odgovorno vprašamo o tem, kdo smo in kaj smo poklicani storiti, da ne bi želeli dosegati naših ciljev in idej, ampak da bi z našim življenjem dopolnjevali to, kar manjka Kristusovemu trpljenju za njegovo telo. Kristusov žejen sem s križa nam jasno pričuje, da je tisto, kar pričakuje predvsem občestvo, ki se v cerkvi gradi tako sinhronično kot diahronično. In verjetno se, vsaj jaz tako mislim, velikokrat pozablja, da tudi preko teologije. Dovolite mi, da se danes ustavim predvsem pri misli dveh teologov 19. in 20. stoletja, ki sta pisala o teh vprašanjih. Je prej bilo rečeno, da se moramo vrniti. Mogoče se moramo vrniti tudi ne samo čisto na začetek, ampak k nekaterim glasovom, ki nam še danes lahko spregovorijo. Morda nam razmislek o teh teoloških vidikih ponudi kakšen odgovor, bodi si osebno, bodi si za skupnost. Jaz ne želim dajati nekih receptov in nekih odgovorov, ampak želim predlagati to misel in povabiti k neki osebni oziroma tudi skupnostni refleksiji. Pred tem pa bi rada uvodoma opozorila na naslednje dejstvo.
Teologija laikov je bila v veliki meri odgovor ne toliko na razdeljenost cerkvene skupnosti na klerike in laike, hierarhijo in ljudstvo, ki jo je predvidel sam Gospod in torej ustreza Božji volji, ampak na boleče in usodno pripisovanje aktivne vloge prvim in pasivne drugim, s tem pa tudi dostojanstva duhovščini in redovnikom ter zapostavljanje laikov. Številni avtorji trdijo, da je ločevanje na klerike in laike v cerkvi izraženo šele v 3. stoletju. Še bolj pa, da so bili odnosi med obema kategorijama v prvih stoletjih brez napetosti, tako rekoč idealni. Zgodovina cerkve, spori in napetosti v posameznih skupnostih na žalost pričajo, da temu ni bilo tako. In to že na samem začetku. Tukaj bi rada spomnila le na prvo pismo Korinčanom, ki je pripisano Klemenu Rimskemu iz konca 1. oziroma začetka 2. stoletja, ki priča o tem nesoglasju med zakonito postavljenimi duhovniki in laiki. Resnici na ljubo je treba povedati, da tam gre prav za obratno situacijo, in sicer da laiki pritiskajo na duhovnike in sicer zaradi večnega vprašanja, in to vprašanje je bilo finančno. Kanonično se je že obstoječe razlikovanje uveljavilo v prvi polovici 12. stoletja, ko je bolonski kanonist Gracjan zarisal jasno ločnico med dvema vrstama kristjanov. On govori o duo genera Christianorum. Za prvo vrsto je značilna kontemplacija in bogoslužje, to so kleriki in redovniki, drugi vrsti pa pripadajo tisti, ki jim je dovoljeno posedovati častne dobrine, lahko se poročijo, obdelujejo zemljo, se ukvarjajo s sodstvom, prinašajo svoje darove na oltar, plačujejo desetino in se na tak način zveličajo, če se seveda izogibajo grešnim nagnjenjem in delajo dobro, tako piše Gracjan. Takšno razlikovanje je potrdila tudi ekleziologija Tridentinskega koncila, ki jo teologi in kanonisti označujejo kot hierarhologija. Njeno bistvo je v začetku 20. stoletja opisal Pij X. leta 1906, se piše, in pravi: Cerkev je bistveno družba neenakih. To je družba, v kateri sta dve kategoriji ljudi, pastirji in čreda. Tisti, ki pripadajo različnim stopnjam hierarhije in množice vernikov. Ti dve kategoriji sta tako različni, da pripada pastirskemu delu nujna pravica in avtoriteta delati za razvoj družbe in usmerjati njene ude k končnemu cilju, edina dolžnost množice pa je dopuščati, da jih prvi vodijo in da kot učljiva čreda hodijo za pastirji. Konec citata. Besede Pija X. niso le ponavljanje nauka, ki ga je cerkev gojila stoletja, ampak morda bolj izraz njene nemoči prisluhniti in odgovoriti na spremembe v družbi in svetu, s katerima je izgubila stik. Zato se je čutila ogroženo in se neposrečeno uprla agresivnemu odnosu do religije in oblikam sodobnega zla, kot je poimenovala zavzemanje za svobodo govora, versko svobodo, ločitev države od cerkve in vse drugo, kar je rušilo starodavni ustroj. In teologija laikov se je rodila prav v tem kontekstu. Želela bi izpostaviti dva avtorja. Eden je še iz 19. stoletja, to je John Henry Newman, in potem velikega teologa, ime katerega je bilo tudi že izrečeno, Iva Kongarja, ki je pa začel pisati o laikih sredi 20. stoletja, potem pa še nekatere misli izraziti. Res pa je to, da danes v današnjem času ali pa tudi po koncilu, če želite, ne najdemo več takih velikih imen, ki bi res eno poglobljeno refleksijo o tem vprašanju nam ponudili. Torej, najprej Newman. Osnovne poteze ekleziologije in teologije laikov Johna Henryja Newmana
rodil se je leta 1801, umrl pa 1890, so se izoblikovale že v obdobju, ko je še pripadal anglikanski cerkvi. Svoja prepričanja je kasneje, po letu 1845, ko je prestopil v katoliško cerkev in bil posvečen v duhovnika, le še poglabljal. V njegovih prepričanjih ga je v času študija v Rimu, to se pravi, ko je bil že katolik, utrdilo tudi srečanje z italijanskim teologom Giovannijem Perone in bogata korespondenca z njim kasneje. Perone je bil med drugim član teološke komisije, ki jo je papež Pij IX oblikoval pred razglasitvijo dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju leta 1854, pred katero je izvedel svoje vrste dopisni koncil, s katerim je želel preveriti, kaj verno ljudstvo meni o tej verski resnici. To je ena zelo zanimivo dejstvo. V zapiskih za srečanje z novinci oratorijanskega reda iz leta 1847 Newman piše, to se pravi, to je bilo 2 leti po njegovem prestopu v katoliško cerkev. Cerkev je skupnost vernikov, ki oznanja razodeto Božjo besedo, ki jo je prejela in v katero veruje. Cerkev ni samo hierarhija in ni samo iz laikov, ampak je celotno Božje ljudstvo kot telo, on pravi svobodi. Najbolj neposredno je svoje razumevanje laikov v cerkvi izrazil leta 1859 v članku o posvetovanju z verniki glede vprašanj verskega nauka. To se pravi, ne glede organizacije, ampak glede verskega nauka. Razlog katerega je bil spor med laiki in angleškimi škofi glede odnosa do državnih oblasti, ki so želele nadzorovati tudi katoliške šole, predvsem v finančnem smislu. Leta 1858 je v katoliškem časopisu The Rambler, ki je želel biti kraj za svobodno izmenjavo mnenj in za razbijanje predsodkov katoliškega sveta pred sodobno kulturo, izšel anonimno objavljen članek, ki je obsodil odločitev škofov, da ne bodo dovolili državi kontrolo glede tega, kako se uporabljajo državna sredstva v katoliških šolah. To je pravi, ena zaprtost pred svetom. Uredniki revije so obsodili politiko škofov, ker so v sodelovanju katoliških šol s civilnimi oblastmi videli možnost, da dejansko dokažejo kvaliteto teh šol, kot tudi dejstva, da zato, ker so konfesionalne, niso tudi klerikalne. Reakcija škofov na članek je bila tako žolčna, da so nekateri celo želeli ukiniti časopis. Da bi pomirili napetost, so tako uredniki kot škofje prosili Newmana, naj prevzame uredništvo časopisa in poskrbi za premirje. Newman, ki je tedaj imel za seboj že neuspeli poskus vodenja katoliške univerze v Dublinu, ki naj bi bila po njegovem sodobna, odprta do sveta in drugače mislečih, na kateri naj bi imeli možnost poučevati in biti vključeni v njeno vodenje tudi laiki. Se pravi, in to ni bilo sprejeto, zato ker škofje so ga prosili, naj vodi to univerzo, ampak mislili so, da bo to eno semenišče po tridentinskem modelu, medtem ko Newman je imel veliko širše misli in je potem videl, da to ne bo šlo, da se ne bo mogel dogovoriti in zato je odstopil z tega mesta. To se pravi, ker je imel to izkušnjo, je bil seveda na strani laikov. Maja 1859 v prvi številki pod njegovim uredništvom je objavil kratko razmišljanje o spornem vprašanju. Najprej se opravičil škofom za morda preveč neposredne kritike njihove odločitve, hkrati pa jih je opozoril na nevarnost zapiranja pred svetom, pred izolacijo, ki bi lahko neposredno pomenila omejitev finančnih sredstev za šolstvo strani države, posredno pa imela še hujše posledice za cerkev, ter jih povabil, naj prisluhnejo laikom glede občutljivih vprašanj, ki imajo hkrati pastoralen in sveten značaj. V tem kontekstu je v želji podkrepiti svoje povabilo zapisal usodne besede.
Se pravi, smo na začetku druge polovice 19. stoletja. Pravi takole: če se z verniki cerkev posvetuje se dogmatične opredelitve, kot se je zgodilo nedavno glede vprašanja Marinega brezmadežnega spočetja, je naravno pričakovati podobno držo občutljivosti in naklonjenosti v primeru velikih praktičnih vprašanj. In potem jih spodbudi, in sicer citira 1. Petrovo pismo 5.3 in pravi: bodite čredi zgled. Newmanove besede so sprožile ostro reakcijo strani hierarhije in zaprle kakršnokoli možnost dialoga. Ne glede na to, je Newman želel pojasniti svojo pozicijo in s tem namenom v julijski številki časopisa, zadnji pod njegovim uredništvom, objavil omenjeni članek, to se pravi ta članek o posvetovanju, to se pravi cerkve z laiki glede dogmatičnih vprašanj. John Carlson, ki je pripravil kritično izdajo Newmanovega besedila, in sicer leta 1961, je zapisal, da je s člankom Spor prenehal biti serija obtožb in protiobtožb, neke vrste spor o vedenju škofov glede posebnega problema na področju izobraževanja in postal diskusija o položaju laikov v cerkvi. Newman izrazi prepričanje v tem članku, da imajo laiki pravico, da se jih vpraša za mnenje, ker so kot verniki priče razodete resnice in ker je soglasje vseh kristjanov v verskih vprašanjih eden od atributov nezmotljivosti cerkve. To dokazuje dejstvo, da je cerkev večkrat poslušala glas preprostih vernikov in sicer s pozornostjo in spoštovanjem. Torej, sensus fidelium oziroma verski čut je eno od mest prepoznavanja krščanskega izročila. Posebej se sklicuje na reševanje arijanske krize v 4. stoletju in na svoje prepričanje, da pravoverja tedaj niso zaščitili škofje, ampak preprosti verniki. On je še v svojem anglikanskem obdobju napisal eno knjigo prav o tem vprašanju, ker se je zelo poglabljal v cerkvene očete in je potem leta 1871 z nekaterimi opombami tudi ponovno izdal in tam je tudi ponovno izdal ta članek. In v tem članku piše takole: mislim, da imam prav, ko pravim, da se izročilo apostolov zaupano celotni cerkvi v njenih različnih sestavinah in funkcijah per modum unus v različnih časih kaže različno. Včasih zveni iz ust škofov, včasih iz ust učiteljev, včasih iz ust ljudstva, včasih po liturgiji, obredih, obhajanju in navadah, preko dogodkov, sporov, gibanj in vseh drugih pojavov, ki jih podrazumeva pojem zgodovina. Iz tega sledi, da nobenega od teh kanalov izročila ne smemo obravnavati nespoštljivo, pri čemer je treba hkrati v celoti priznati, da je dar razločevanja, razbiranja, opredeljevanja, razglašanja in uveljavljanja kateregakoli dela tega izročila izključno v ecclesia docens, to se pravi v učeči cerkvi oziroma v hierarhiji. Vendar, poudarja Newman, preden ecclesia docens razglasi katero od verskih resnic na formalen način, mora upoštevati tudi bogoslužno prakso, duhovnost, etost in čutenje vernega ljudstva, torej sensus fidelium. S poudarjanjem teh razsežnosti je hotel premostiti prepad med hierarhijo in verniki in dati teološko podlago za globoko povezanost med enimi in drugimi, to se pravi ne neko samo formalno, praktično, ampak prav teološko podlago. Newman je torej prepričan, da cerkev ni predvsem institucija, ampak je zanjo podobno, kot je menil nekaj desetletij prej Johann Adam Müller, bistven pneumatološki vidik. Zato cerkev ni v prvi vrsti organizem, ki je razdeljen na ecclesia docens in ecclesia discens, to se pravi tista, ki sprejema nauk,
ampak na dve različni izročili. On govori o preroškem izročilu, prophetic tradition, in škofovskem izročilu, episcopal tradition. Obe izročili sta apostolski in vir obeh je Kristus. Preroško izročilo je življenje resnice, ki ga Sveti Duh daje vsej cerkvi, vsem udom in ni vezano na nobeno posebno vlogo ali službo, ampak je navzočil celotnem Božjem ljudstvu. Vloga škofovskega izročila pa je v tem, da prečiščuje in dela enotno preroško izročilo, ga potrjuje v posameznih časih, poudari tisto, kar je bistveno in opozori na to, kar je drugotno ali celo nevarno. Newman torej ni proti hierarhiji, je pa prepričan, da je potrebno prav, ko gre za vero in moralo, upoštevati pastorum et fidelium conspiratio, se pravi soglasje pastirjev in vernikov, ker samo škofje ne morejo odločati glede teh vprašanj. Še posebej je to pomembno tedaj, ko gre za pastoralno vprašanje, ker ta neposredno zadevajo laike in ker imajo slednji izkušnjo z njimi. Newmanov glas je v času njegovega življenja ostal neuslišan. Sem prej prebrala, kaj je še menil Pij X in to je bilo 50 let in več kasneje. Ga je pa slišal Yves Congar in očetje drugega Vatikanskega koncila. Pavel VI je rekel, da je bil Newman koncilski oče, ki ni bil prisoten fizično na koncilu, bil je pa duhovno prisoten. Posebej je bil pomemben Newmanov doprinos, ko se je govorilo o sensus fidei fidelium, to se pravi o verskem čutu v Lumen Gentium 12. Papež Benedikt XVI, ki je tudi zelo cenil Newmana, je to komentiral na predvečer njegove beatifikacije. In sicer je te besede izrekel v Londonu, v Hyde Parku 18. septembra leta 2010. Pravi takole, da je bil Newman velik zagovornik preroške službe krščanskih laikov. Jasno je uvidel, da resnice ne smemo sprejeti samo kot čisto intelektualno dejanje, temveč preko duhovne dinamike, ki prodira do najintimnejših vlaken našega bitja. Resnica se ne posreduje zgolj s formalnim poukom, pa naj bo še tako pomemben, ampak tudi s pričevanjem življenja, ki ga živimo v celoti, zvesto in sveto. Tisti, ki živijo po resnici in v resnici, instinktivno prepoznavajo, kaj je laž, in je prav zato, ker je laž, sovražnik lepote in dobrote, ki spremlja sijaj resnice, veritatis splendor. Drugi avtor, ki ga želim predstaviti, pa je Yves Congar. Razvoj teologije laikov v 20. stoletju je bil posebej očiten v Franciji in to ne preseneča. Francoska katoliška cerkev se je po letu 1920 znašla pred izzivom močne sekularizacije, ki je Francijo spremenila v misijonsko deželo. Leta 1943 je šla taka majhna brošura, ki je bila naslovljena Ali je Francija misijonska dežela? Vprašanje je bilo bolj retorično kot res vprašanje. Srčika izziva je bilo intenzivno iskanje ne le novih pastoralnih pristopov in oblik evangelizacije, ampak predvsem prenovljenega pogleda na odnos med cerkvijo in sodobno družbo in odnos med laiki in hierarhijo. Med pionirje teološkega razmisleka o laikih gre prišteti ljudi, ki so z laiki sodelovali, ki so jim služili, to se pravi, to ni bilo samo teoretično razpravljanje o teh vprašanjih. Prvi je gotovo jezuit Yves de Montcheuil, prijatelj Henrija de Lubaka, aktiven član Jeunesse ouvrière catholique in katoliške akcije, ki je avgusta 1944 v Grenoblu padel pod nacističnimi streli. Montcheuil je bil prvi, ki je spregovoril o tem, da Bog ne kliče le duhovnikov in redovnikov, ampak da so poklicani tudi laiki. To se pravi, da je tudi laiški stat poklicanost.
Omeniti gre tudi laika, filozofa Jacquesa Maritaina, ki v svojem znamenitem delu Integralni humanizem iz leta 1935 želi uveljaviti nov pogled na krščanstvo in njegov odnos do družbe. Želi, da bi bilo krščanstvo bolj odprto do mnenja tistih, ki so zunaj cerkve, in pripiše odločilno vlogo pri tej nalogi krščanskim laikom, če seveda v odnosu z nekristjani pričujejo o svoji veri. To spravi ne samo to, da so laiki, jih dela kot neko sredstvo za ta dialog, ampak če živijo res svojo vero. Najpomembnejši prispevek pa je gotovo monumentalno delo 683 strani Yva Congarja, ki je naslovljeno Smernice za teologijo laikov. Delo je izšlo leta 1953, to spravi pred koncilom, in doživelo še 2 popravljeni izdaji. Leta 1962 je Congar svoje razmišljanje še poglobil v knjigi Duhovništvo in laiki. Že po koncilu leta 1971 pa je dodal še knjigo Službe in cerkveno občestvo, kjer je avtor poudaril na eni strani, da je potrebno o vprašanju razmišljati na temelju kristoloških in pneumatoloških stališč, na drugi pa, kot poveže naslov, na temelju občestva, ki lahko pripelje do novega razumevanja služb celotnega božjega ljudstva, kar se je na svoj način tudi zgodilo, saj je leto kasneje Pavel VI z motu proprio Mysteria Quaedam uvedel laični službi bralca in akolita. Zatem so pa potem se pojavile še druge laične službe. Jalon, to se pravi te smernice, so pogosto predstavljene kot linearna sinteza teologije laikov, ki je pripravila koncilsko razumevanje teme, in sicer v obeh konstitucijah o cerkvi, Lumen Gentium in Gaudium et Spes, in v 2 odlokih Apostolicam Auctositatem o laiškem apostolatu in Ad Gentes o misijonski dejavnosti cerkve. V veliki meri je to res. Avtor pa ni slučajno dela naslovil Smernice, ker se je zavedal, da je pisanje na to temo v prvi vrsti zanj osebno pot, iskanje, ki še dozoreva in ki bo moralo biti usklajeno in potrjeno s strani cerkve. In to ni bilo slučajno, dovolj je, da spomnimo, da so bile dotedaj vse Congarjeve knjige pomeščene na indeks, to se pravi, ni vedel, kako se bo ta stvar razpletla, in tudi je imel prepoved predavanja, to se pravi javnega poučevanja. Nedvomno je potrebno poudariti, da je prispevek Congarja prepričanje, da laiki niso v cerkvi samo pasivni naslovniki posvečevanja strani klerikov, ampak predvsem živi udje, ker so deležni njene skrivnosti. Drug pomemben poudarek pa je, da cerkev svetne resničnosti ne sme izvzemati iz perspektive zveličanja, ker je v moči Kristusove velikonočne daritve tudi vse svetno namenjeno končnemu cilju, osredinjenju vsega v Kristusu. Povedano drugače, Congarjevi Jalon so pomembni zato, ker priznajo tako dostojanstvo laikov, kot tudi pomembnost sekularnega svetnega. Ko se vpraša o identiteti laikov, vidimo, da jo Congar opredeljuje z 2 vidikov. Po eni strani pojem laik lahko označuje tiste vernike, ki niso prejeli zakramenta svetega reda oziroma se niso posvetili Bogu preko redovnih zaobljub, torej tiste, ki niso duhovniki oziroma redovniki. To je klasično prepričanje, ki ga potrjuje tudi veljavni zakonik cerkvenega prava v kanonu 207. Congar s tem ne misli, da so laiki v odnosu do klerikov slabotni, da zato, ker se posvečajo svetnim resničnostim, nimajo aktivne vloge v tem, kar je sveto, ampak le prejemajo duhovne darove od duhovnikov. Meni pa, da imajo laiki, ne glede na svojo aktivno vlogo pri evangelizaciji, manj neposreden in izključen dostop do evangeljske resnice, ker so omejeni z zgodovinskimi okoliščinami
iz česa so kleriki in redovniki izključeni. On je bil tako prepričan, danes verjetno se ne moramo strinjati z njim v tem smislu. Laiki so seveda poklicani slaviti Boga, vendar v manjši meri kot duhovniki in redovniki, ker se morajo v prvi vrsti posvečati dejavnosti v svetu. Torej je zanje odnos z Bogom manj neposreden in bistven. Tesno povezano s tako še tridentinsko obarvano ekleziologijo o dveh sferah, to se pravi nadnaravni, ki je značilna za cerkev, in naravni, ki ji ustreza svet, je tudi prepričanje, da so laiki tisti verniki, za katere so pri delu, ki jim ga je zaupal Bog, pomembne stvari same po sebi, medtem ko so za klerike in še bolj za redovnike vredne samo toliko, kolikor dopuščajo spoznanje Boga in služenje Bogu. Rečeno drugače, imajo samo simbolno vrednost. Čeprav se nam danes podobno razlikovanje lahko zdi dualistično, pa je samo po sebi že korak naprej v primerjavi s klasičnim gledanjem na laike, kot na tiste, ki se ukvarjajo s tem, kar je nevredno, minljivo in zato zapostavljeno, in takšno je vse, kar je človeško in zemeljsko. Novost Congarjevega prepričanja v tem, da se cerkev, če želi odgovoriti na Božji načrt, ne more odpovedati delovanju v svetu in času, ne more se odpovedati zgodovini. Congar s pojmom laik označuje tudi slehernega krščenega, in to je zanimivo, to je drugi vidik. In sicer na podlagi prepričanja, da je termin laik izpeljan iz pojma laos, ljudstvo, ki naj bi se v Svetem pismu uporabljal izključno za Božje ljudstvo. Na tak način želi pozitivno oceniti lik slehernega laika oziroma vernika. Ta njegova interpretacija je bila privlačna za mnoge poznejše teologe in jo lahko srečamo še danes. Jo je pa zelo podrobno ovrgel že konec 50. let egzeget Ignaz de la Poterie v enem članku, kjer je zelo filološko in zgodovinsko vse analiziral in pač je rekel, no saj to je ena privlačna razlaga, ampak na žalost je težko jo potrditi. Šele ko odgovori na vprašanje, kdo je laik, se Congar vpraša tudi, kaj je cerkev. O tem vprašanju je že predhodno razmišljal v knjigi, ki je šla 2 leti prej, Resnična in lažna reforma cerkve. Congar v svoji predstavitvi ekleziologije najprej govori o Božjem ljudstvu, societas fidelium, kar omogoča pozitivno oceno vseh laikov, ki so vključeni v gradnjo telesa cerkve. To je bil potem tudi kasneje pristop koncila. Ko pa govori o sredstvih odrešenja, o zakladu vere, o službah in apostolski oblasti, pa vidimo, da se cerkev nenadoma zoži na hierarhijo, s čimer seveda laiki stopijo v ozadje. Čeprav je za Congarja v cerkvi pomembno občestvo, pa je zanj še bolj pomembno dejstvo, da se cerkev gradi od zgoraj, kajti Bog jo zbira v eno prav preko sredstev milosti in institucionalne razsežnosti. Če bi rekli na kratko, hierarhija je poklicana delati za zveličanje duš, in sicer tako, da posreduje Kristusovo milost laikom, ter tako pomaga graditi Božje ljudstvo. Laiki pa so poklicani k temu, da usmerjajo svetno resničnost k Kristusu, kajti on je edini, v katerem je mogoče odkriti resnično podobo človeka in sveta. Najbolj izveren doprinos Congarja k teologiji laikov pa je v tem, da tudi njim pripiše 3 darove oziroma službe, tria munera, preroško, kraljevsko in duhovniško, ki so bile doslej vezane le na zakrament svetega reda. S tem je dejansko pripravil pot koncilski uporabi tria munera v dogmatični konstituciji o cerkvi. Čeprav je bil osebno prepričan, da shema ni popolna, da je le udobna tipologija, tako on pravi, ki njemu osebno služi zato, da preko nje sistematizira biblični, patristični in zgodovinski material o teologiji laikov. Dejansko, če pogledamo to knjigo, 4/5 knjige so posvečene prav temu vprašanju, to se pravi tria munera. In je tam res ogromno materijala, ki je sistematiziran na nek določen način, ampak
bi bilo potrebno še zelo veliko delati na tej sistematizaciji. Poglejmo nekoliko podrobneje, kaj pravi glede posameznih darov, tudi zato, ker je bila to tista razsežnost njegove teologije laikov, ki je bila, kot se zdi in morda še vedno je, v času po koncilu najbolj aktualna. Ko govorimo o duhovništvu oziroma o munus sanctificandi, loči 3 ravni. On govori o duhovnem duhovništvu, ki vodi preko daritve življenja k svetosti. Potem govori o krstnem ali splošnem duhovništvu, ki dopušča aktivno udeležbo pri evharistični daritvi in življenju cerkve, in službeno duhovništvo oziroma hierarhično duhovništvo, ki daje oblast za obhajanje evharistije. Takšna razdelitev dejansko potrdi zgoraj omenjeno razliko med duhovniki in laiki, saj pomeni, da so kleriki bolj tesno povezani s Kristusom, ne zaradi večje svetosti ali bolj aktivne udeležbe v delih usmiljenja, ampak zaradi same službe, ki so jo prejeli. Laiki se torej udeležujejo zakramentov, ki jih obhajajo duhovniki, in pričujejo s svojim življenjem za Kristusa. Congar takole povzema svojo misel. Samo eden je duhovnik, Kristus, ki je alfa, omega in pot. Med alfo in omego smo deležni njegovega duhovništva na zakramentalen način, in sicer preko zakramentalnega obhajanja njegove žrtve. Vsi pri krstu, oziroma v oklepajih postavi še birmo, da bi se udeležili tega obhajanja, nekateri na hierarhičen način pri posvečevanju, da bi vršili to obhajanje. Vsi so duhovniki po svojem duhovnem življenju v Kristusu in bodo v nebesih opravljali samo eno duhovništvo, tisto, ki ga izražata pojem in resničnost. Tukaj želim opozoriti na to terminologijo. Vsi, nekateri, ki uporablja tudi papež Frančišek, on govori vsi, nekateri, eden. Prav na ravni krajevne cerkve, so vsi, pač vsi verniki, nekateri so duhovniki, eden je škof. Na ravni vesoljne cerkve je eden papež. Tudi ko gre o munus regendi, torej o kraljevski službi, ohranja 2 ravni. Laikom priznava široko polje pobud in dejavnosti, tako posameznikom kot skupnosti, ki oblikujejo cerkveno življenje v zgodovinski resničnosti, ne pripada pa jim avtoriteta oziroma niso deležni vodenja ali kraljevske vloge cerkve kot oblasti. Congar meni, da se kraljevski značaj laikov v cerkvi kaže v poslušnosti Bogu, ki zagotavlja dostojanstvo in notranjo svobodo, s katero se laik lahko obrača tako na Boga kot k svetu, v katerem živi. V odnosu do Boga mu munus regendi daje moč, da se zmore upreti skušnjavam in grehu, ter tako služiti samo Bogu. V odnosu do sveta pa ga kraljevski značaj spodbuja k delovanju v svetu, in sicer tako, da razvija v njem vrednote, ki so položene v stvarstvu. Na tak način prispeva k uresničevanju tiste resničnosti, ki se bo v polnosti razodela v eskatološkem redu. Kraljevski značaj kot oblast v pravem pomenu pripada le hierarhiji, ker cerkev ni svobodno združenje vernikov, interesna skupina, ampak je ustanovljena od zgoraj. Zato oblast pripada samo tistim, ki so posredniki med Bogom in verniki. Ne glede na to jasno pozicijo do izvajanja oblasti strani klera, pa Congar opozarja, da mora hierarhija pri vodenju cerkve upoštevati življenje cerkve, torej laikov, dopuščati njihovo sodelovanje, poslušati njihove zahteve in nasvete, upoštevati njihovo soglasje ali nesoglasje. Kadar ni tako, govori o krivdi, o despotizmu, ki je daleč od odgovornosti. Ponavljam, smo leta 1953. Tradicionalnemu razumevanju preroške službe, munus docendi, ki je popolnoma v rokah klera, to se pravi ecclesia docens, avtor doda vidike mističnega spoznavanja, teološkega razumevanja in sensus fidei fidelium, ki pripadajo vsem. Tukaj se čutijo odmevi Newmanove teologije. Avtoriteta glede pastoralne dejavnosti cerkve je torej v rokah klera, ki ima dolžnost zagotavljati in nadzorovati nauk.
Ljudstvo oziroma laiki pa so poklicani k aktivnemu, ne zgolj mehaničnemu sprejemanju nauka, torej k povezovanju nauka z življenjem in tako tudi k njegovemu razširjenju oziroma k evangelizaciji. Congarjeva optika odnosa med hierarhijo in laiki ter nauko Tria Munara, ki so jih deležni vsi krščani, so neposredno vplivali na učiteljstvo drugega Vatikanskega koncila in na kasnejše razmišljanje cerkve na temo laikov. Spomnimo le na apostolsko spodbudo Janeza Pavla II. Christe Fidelis Laici, kot tudi na nauko laikih v katekizmu katoliške cerkve. Zdaj ne bom govorila o koncilu, ker dejansko je koncil na nek način v dokumente vnesel to Congarjevo teologijo, ampak samo nekaj besed o sodobnih perspektivah. Po koncilu se je teologija laikov razvijala bistveno počasneje kot pred koncilom. In še to bolj kot ne zaradi želje samega učiteljstva ali teologov prevetriti koncilski nauk, ampak je ene in druge k temu dejansko prisilil današnji svet, zunanji in notranji dogodki in procesi, miselnost, kulturni kontekst. Cerkev je namreč Božje ljudstvo, ki roma znotraj časa in prostora, ne nad njim ali mimo njiju. Zgolj ponavljanje nauka, ki ga je predložil koncil, brez aktualizacije in posodabljanja, in tukaj spomnim, da je bila beseda aggiornamento, ena magična beseda na koncilu, ki pomeni posodabljanje, vodi k temu, da cerkev izgublja stik s svetom in zgodovino. Posledično pa postaja nerazumljiva, neprivlačna, neverodostojna. Teologi so se po koncilu najprej kritično odzvali na nauk vključitev v Kristusa vseh krščanih preko sheme Tria Munara, do katere je bil po svoje kritičen že Congar. Shema je vsekakor dogmatično varna, posebej s stališča kristologije, hkrati pa je tudi biblična, kot je pokazal Matjaž. Vendar tak pristop ne more biti edini. Tudi zato, ker Tria Munara ne izčrpajo Jezusove osebe, v katero smo vključeni po krstu vsi verniki. Danes teologija poudarja predvsem Jezusovo edinstveno sinovsko istovetnost, ki se je razodela v oblikah in na načine, na katere je razlagal svoj odnos z očetom in z ljudmi. In te istovetnosti smo po njegovi milosti kot posinovljeni Božji otroci ali sinovi v sinu deležni vsi kristjani. Hkrati pa tudi Sveto pismo ponuja še druge iztočnice za razumevanje istovetnosti vseh vernikov v cerkvi, na primer razsežnost zaveze, učenčevstva, karizem, kot je bilo danes tudi že rečeno. V koncilu dejansko vidimo razvoj teologije, karizem in služb v cerkvi. Izoblikuje se celo misel, da je mogoče cerkev razumeti izključno v luči različnih služb, ki so se za pastoralne namene postopno pojavljale in ki so povezane z vzgojo otrok in mladih v veri, s pripravo na zakramente, skrbjo za bolne in drugimi karitativnimi dejavnostmi, na primer tudi duhovnim spremljanjem. Pomnoževanje tako imenovanih laičnih služb daje vtis oziroma ga lahko daje, da je vernik, ki mu ni dodeljena nobena služba v podrejenem položaju, manj kristjan kot drugi. Nekateri teologi pravijo, da se zdi, da se te službe podeljujejo zato, da bi pozitivno ocenili laike, ne glede na to, ali so nanje pripravljeni, ali so resnično potrebne, kar vodi pogosto v klerikalizacijo nekaterih laikov. Zdaj, ker bi morala že končati, bom spustila en del, in sicer glede karizem in tudi recimo gibanj, ki so se pojavila znotraj cerkve po koncilu, in to je bil dejansko en boom, ki je predstavljal tudi problematične trenutke, ker se je vedno postavljalo vprašanje, koliko so te nove karizme in nova gibanja res cerkvena, in je bilo vedno vprašanje nekih kriterijev. Izgleda, da
smo prišli do enega zaključka te debate leta 2016 v dokumentu Kongregacije za nauk cerkve, za nauk vere Cerkev se pomlaja. In pristopim k zaključku. Spravi, kaj se lahko naučimo iz preteklosti in kaj ostane? Pionirji teologije laikov so priče, da je lahko teologija, ki nagovarja tista, ki je pozorna na kontekst, v katerem nastaja, na živo izročilo in je zaznamovana s skrbjo, da bi odgovorila na načrt Boga, v katerem cerkev ni cilj, ampak sredstvo zveličanja za vse. Zveličanje pa je mogoče le po Kristusu in v Kristusu. Morda v naši skrbi za cerkev, za prihodnost preveč pozabljamo na to, in sicer, da je za kristjana najmanj, kar je absolutno potrebno, povezati vse življenje, misli in dejanja s Kristusom. Vse drugo je drugotnega pomena, to spravi vse, kako to naredimo. Zato pa je potrebna danes kot nekoč vzgoja za življenje v skladu z evangelijem, tudi teološka. Ne za nekatere, za izbrane, ampak za vse kristjane. Danes stojimo pred izzivom predložiti vsem prav to, nič več, pa tudi nič manj. Konkretno to pomeni pomagati odkrivati slehernemu prvinski in najbolj temeljen odnos s Kristusom, na podlagi katerega je mogoča svoboda in v njej razločevanje, kaj konkretno pomeni tukaj in zdaj zame hoditi za Kristusom. Takšno razločevanje omogoča preseganje individualizma, kar nas neizbežno poveže z vsemi, ki so Kristusovi in zato tudi naši bratje in sestre, hkrati pa z očetom, saj je Jezus pot k njemu. Naloga cerkve je prav omogočiti udejanjenje vere kot svobodne privolitve Kristusu, ki zaznamuje in zavezuje celotno življenje. In tisto, kar je čudovito v njej, je, da ne navezuje nase, to se pravi cerkev nase, ampak vsem omogoča, da hodijo za Gospodom. Seveda je vir in moč za pot za njim Evharistija, ki je hkrati višek poti. Morda je celo srečna okoliščina, dejstvo, da je za veliko večino vernih laikov obhajanje liturgije tisto, ki ima skoraj izključno vlogo uresničevanja in potrjevanja njihove cerkvene pripadnosti. In še to morda le ob velikih cerkvenih praznikih ali ob slovesnostih, ki spremljajo življenjski cikel. Zato obhajanje svete maše nikakor ne smemo instrumentalizirati. In sicer v smislu, da postaja priložnost za obveščanje, opominjanje, vabilo k sodelovanju, ampak se usmeriti predvsem na kerigmo in katehezo. Pa tudi pri tem ne smemo pozabiti na resnico, da ima Evharistija svojo notranjo moč pritegovanja posameznika k Kristusu, ki ne more nikoli zapirati pred brati in sestrami, in sicer preko izpovedi grehov, soočanja z Božjo besedo, pridruževanja življenja Kristusovi daritvi in priobčevanja k njegovi osebi. Nikoli ne smemo pozabiti, da cerkev ne raste iz našega programiranja, naših idej, paradigem oziroma našega prizadevanja, ampak iz Kristusove milosti, očetove ljubezni in občestva Svetega Duha, kot izpovedujemo na začetku svete maše, da je de trinitate plebs adunato, kot pravi koncil. Morda nas to vse, duhovnike in laike, vabi k bolj kontemplativni drži, znotraj katere bo sleherni odkril svojo osebno poklicanost in Božjo voljo. Skupaj preko poslušanja in spoštovanja drug do drugega pa bomo potem razumeli, kako pričati, kaj konkretno storiti, saj je res tudi, da je vera brez del mrtva. Hvala. Najlepša hvala, profesor Alenka Arko, za to predavanje, za ta oris, tudi zgodovinski in teološki. Pa zdaj odpiram možnost za vprašanja. Andrej Grbenski je že veliko povedal, je zapisal: Dr. Alenka Arko, najlepša hvala za predstavitev razvoja teologije laikov. Laiki bi morali prevzeti vlogo prerokov, pričevalcev za sodobno družbo. Prva cerkev je živela iz veselja nad Kristusom.
temu moramo tožiti tudi danes. Poleg tega moramo spremeniti izraz laik. Če so še do pred kratkim laiki bili nevedni o Kristusovem nauku oziroma teologiji in Svetem pismu, pa danes ni več tako. Nekateri laiki ste celo teologi in torej nevedni. Mogoče prav ta izraz laikija, ki je večkrat težko razumljiv, kako pravzaprav tudi govoriti laiki, kleriki ali boljše uporabljati druge izraze, kako tudi teološka komisija, v kateri tudi sodelujete, tudi te stvari obravnava. Ja, to se pravi, teološka komisija teh stvari ne obravnava neposredno. Trenutno je v teološki komisiji samo en laik med 28 člani. Je pa teološka komisija napisala 2 dokumenta. Eden je o sinodalnosti, kjer se govori veliko o teh dinamikah, kot sem prej že omenila, vsi, nekateri, eden. In dokument, ki upam, da bo zelo kmalu tudi v slovenščini dostopen, iz leta 2014, in sicer Sensus Fidei, to se pravi o verskem čutu. In tam se predstavljajo tudi, se mi zdi, da je ta del zelo zanimiv, ki ga potem na nek način tudi drugi dokument o sinodalnosti povzame, o kriterijih pripadnosti cerkvi, to se pravi laikov. To se pravi, vsi pripadajo cerkvi po krstu, ampak ko se govori o tem, o neki avtoriteti posameznikov, ki je deležen, to se pravi verskega čuta cerkve, se pa zelo poudari, ne to, koliko nekdo ve, ali je teolog ali ni teolog, ker to še nič ne pomeni ali pa malo pomeni, ampak ker je tam med kriteriji recimo navedena udeležba pri zakramentih, to se pravi evharistiji, spovedi. Potem recimo kako nekdo živi, iz primer zakramenta krsta, zakona. Potem recimo je poudarjeno tudi čutenje s cerkvijo, to se pravi sentire cum ecclesiae. Kakšna je moja drža srca? Jaz že a priori zavračam vse, kar reče hierarhija. Ali imam neko željo, tudi poglobiti se v to, kar cerkev govori, oziroma sodelovati, ne samo formalno sprejeti stvari, ki jih slišimo, ali pa se recimo kritično do njih opredeliti. Ker tako smo, na tak način smo živi udje Kristusovega telesa. Tako da mislim, da o laikih moramo govoriti in o hierarhiji moramo govoriti, ker ne moramo zdaj se nekih novih terminov izumiti. Samo da vemo, da cerkev smo na nek način vsi in da smo vsi odgovorni za to, da recimo ta Pavlova podoba cerkve kot Kristusovega telesa je danes zelo zgovorna, ko on pravi, ja, sej najmanjši je mogoče tudi najbolj pomemben. Tudi recimo, ko govorimo o razločevanju, danes se o tem zelo veliko govori, in je potem tak občutek, da prevlada tisto, kar pove, ne vem, ali večina, ali pa tisti, ki zna stvari bolj argumentirati. Samo bistveno je pa to, da smo vsi v drži nekega poslušanja Svetega Duha, in mogoče Sveti Duh lahko tudi po zadnjem in po najmanjšem spregovori. In recimo, ko Newman, on sicer pravi, se sklicuje na 4. stoletje,
in na arijansko krizo. Recimo, jaz velikokrat pomislim, pa to ni edini primer, ne, prve cerkve, ki jo potem tudi ne smemo idealizirati, ne. Takrat je bilo vse v redu, ne, zdaj je pa vse slabo. Mislim, to ni resnica, tudi zgodovinsko ni resnica, ne. Ampak recimo je vprašanje, se velikokrat vprašam, ne, ko je Ari pridigal v Aleksandriji, ne, so njegovi, on je bil recimo župnik, če rečemo, ne, in so njegovi župljani rekli, no, to pa nekaj čudnega govori, ne. A mi danes smo sposobni reči, da en župnik nekaj čudnega govori, ne, ali tudi škof. Recimo v tem dokumentu o sensus fidei, ne, je napisano tudi, ne, če bi en škof govoril stvari, ki so nepravilne s stališča vere, stališča tudi morale, ne, je verno ljudstvo dolžno reagirati. Ne. Sam jaz rečem, a smo danes sposobni tega, ne, tako iskreno prepoznati, a ne? Ne vem, če sem odgovorila. Najlepša hvala. Drugače tudi en komentar, piše: hvala, gospa dr. Arko, nekoliko se ob tem sprašujem glede vloge laikov tudi pri evangelizaciji, ki pa je očitno precej slabo definiran pojem. Knjižica evangelizacije, izziv za katoliško cerkev, Bob Bedard, mi je v marsičem odprl oči, predvsem se mi to zdi pomembno za birmance. Laiki smo predvsem lahko pričevalci zgodbo o tem, kakšna velika dela je storil Bog v mojem življenju in tako dalje. Se mi zdi, da je v naših cerkvah tega premalo. Morda kakšen komentar na to? Ja, ko sem zdaj, prva stvar, ki mi je prišla, ne, je tista beseda Pavla VI., ki jo vsi dobro poznamo, da danes ljudje bolj pričakujejo pričevalcev kot nekih učiteljev, ne. Se mi zdi, da je to zelo res, ne, da mi evangeliziramo najprej in predvsem s svojim življenjem. In če tudi evangeliziramo z besedo in naše življenje ne potrdi tega, kar govorimo, ne, takoj smo neverodostojni. Je pa res, ne, da mogoče, jaz težko zdaj odgovarjam, jaz sem po 30 letih se pred enim letom pa pol vrnila v Slovenijo, tako da težko recimo govorim o slovenski situaciji, ne. Samo zame je res vprašanje, ne, recimo naša kateheza, koliko je učinkovita, ne, koliko mi res poznamo verske resnice in tudi, ne, koliko recimo so pridige, ne, sem na koncu rekla, da je to pač tisti, Evharistija je tisti prostor, kjer najbolj dosežemo vernike, ne, koliko je te skrbi, ne, da bi prvič razložili Božjo besedo, ker se popolnoma strinjam s tem, kar je Matjaž rekel, ne, da je potrebno izhajati iz Božje besede. Po drugi strani pa tudi, ne, osnovne verske resnice. Mi danes poznamo katekizem. Ne. Zame je to veliko vprašanje, ne. Recimo, če rečemo eno stvar v prid prvi cerkvi, ne, tam ljudje so katekizem poznali. In potem pa se mi zdi, da je, recimo moja izkušnja je, sem dolga leta vodila biblične skupine, sicer v Rusiji, ne. Če ti recimo razlagaš Božjo besedo, to je res luč, ne. In nekateri, ne, potem so odhajali, tako kot so odhajali, ne, ko je Jezus govoril. Zaradi tega, ker ali ti sprejmeš eno odločitev, da boš spremenil svoje življenje, ne da nekaj več veš, a ne. Ali pa ti je to neprijetno, ampak je to tvoja osebna odločitev. Ne? Hvala. Nekaj sem slišal malo opozorilo, da bi škof Jurij Bizjak rad nekaj povedal, dal vprašanje, komentar. Prosim. Ja, hvala. Z velikim veseljem. Lep pozdrav vsem. Joj, imam toliko raznovrstnih misli in odzivov že prejšnje na Matjaža, zdaj pa, ker je zadnja bila sestra Arko najprej,
na splošno eno misel, bi rad povedal, tukaj sem nekje dobil od Schopenhauerja. Schopenhauer. Piše tako, zdrava kmečka pamet lahko nadomesti skoraj vsako raven izobrazbe, vendar nobena raven izobrazbe ne more nadomestiti zdrave kmečke pameti. Se mi zdi, da tu velja tudi lahko v tem odnosu med kleriki in zelo dobro. Toliko sem se spomnil na to misel med vašim predavanjem. Se zahvalim lepo, izjemno pregledno in jedrnato. Nisem točno ulovil vaše misli o De La Poteriju, ki je bil moj profesor v Rimu. In če mi lahko Maharina, zdaj najbrž nimamo časa, ampak če mi tu lahko na po elektronski pošti pošljete, bom zelo hvaležen, zelo vesel. Zanima, sam tudi dosti rešujem ta vprašanja. Ja. To je članek v Nouvelle Revue Théologique, mislim, da je iz leta 1959, pa bom poslala link, oziroma, ja. Ja, hvala. Torej, in potem, kaj je tukaj, torej ta istovetnost, ki ste omenila na začetku, sijajna zadeva, istovetnost, tu rešuje mnogo. Potem, vsekakor, ta sensus fidelium in potem pa tudi naše rešitve sedanje, kar ste vi lepo nakazali, ne bodo dokončne, ampak vedno pride čas, ko je težnja zbrati skupaj duhove in pride čas, ko je treba duhove ločiti. In jaz se tukaj vedno spominjam našega dragega Mahniča, ki je toliko pretrpel zaradi tega, ampak sem prepričan, kdor razmi z menoj je proti meni, amen. In tako, torej, na različnih področjih je to. Torej, smisno, lepa hvala. Hvala za to predavanje. Zdaj pa bi samo en kratek odziv tudi na Matjaža, ki je tako lepo razdelil, ki dobro razločuje, tu velja tudi za vas, ta dobro uči, naredi dobre razlike, ki distinguit bene docet bene. Bi dal eno, ki tudi mi je prišel dosled na misel, ko je med Matjažovim predavanjem, to temeljno, bi rekel, načelo vzgoje oziroma prevzgoje, ki ga ima na koncu prerok Malahija. Kaj bo naredil ta predhodnik? Bo nagnil srce očetov sinovom in srce sinov k očetom. In tukaj, tu bi zelo izpostavil, vse je bilo omenjeno in pri vas in pri Matjažu, ampak vidim, večina se obračamo na razne možne skupnosti, ki jih bomo naredili in tako. Jaz bi tukaj zelo izpostavil vlogo in moč družine. Hiše, tudi v prvi cerkvi, v katoliških so hiše, toliko da se omeni. Pavel omenja hiše, bolj kot razne pastoralne svete, ali te skupine, druge skupine. Zakonske skupine zelo lepo nadomeščajo klan. Klan je najmočnejša ustanova v zgodovini. To je tukaj dokazano. Danes je družina razvrednotena in tudi zaradi tega, ker je tako razvrednotena, bi tudi v zvezi z našo sinodo, v zvezi z našo današnjo razpravo, ki je veličastna, hvala, se hvaležen, razmišljam vse, bi tu postavil dejansko na piedestal družino. Tam je treba, v njo bi se morali dati vlogo in zaupati in vse prej, je rekel, tam je izvir. Je prije na mislu en pregovor, ki ga imajo Izraelci v zvezi z družino. In pravijo, reko je treba čistiti pri izviru. Ko priteče, ko je vse že okuženo, je škoda. In tako, pravi, človeško družbo je treba čistiti oziroma pravilno vzgojiti ali pravilno usmeriti pri njenem izviru. In to je družina. Hvala. Hvala. Bi kaj, Matjaž, tudi Celarc, kaj povedal, da odmev? Jaz se samo zahvaljujem za to. Bom rekel, in se samo popolnoma strinjam.
pa cerkev, ki, tako kot je bilo rečeno, no, tako se mi zdi, da družina je nudila pač to družinsko okolje in hišne skupnosti, so nudile, bom rekel, ravno ta pristen odmev, no, srečanje, tako tudi odsevanje, pač tudi podoba srca ali kakorkoli, no, tako, ne vem, tako, bom rekel, ko me včasih nagovori, ko kdo reče od starejših, ne, da če mi je kaj ostalo od očeta, kot pečat tudi vere je, ko je en tak močan lik očeta pokleknil pred Bogom in molil, a ne. In to je pač dal en pečat. In mogoče v judovskem svetu, tako ko razmišljam, je to, bom rekel, ta vidik še zelo izpostavljen. In dvoje, kar je v tem, no, recimo, spet iz Slovenika srečanje z indijskimi duhovniki, pri njih delovanje v župnijah ne poteka po številu vernikov, ampak po številu družin. To je, bom rekel, tisto, kjer se nekako nagovarja, no. In zdaj v našem iskanju, tako v naši cerkvi, mi pa tu prihaja na misel pač kot ta pobuda, tudi družinske kateheze, no. Kako na nek način pride do družine kot celote, kjer je primarno okolje, kjer se ne le oznanja, ampak tudi živi potem evangelij, če se tako izrazim. Tako da samo hvala škofu Juriju za ta odmev. Najlepša hvala. Bi povabil še druge, takšne komentarje in vprašanja. Mogoče ena beseda še z moje strani tudi laika, mame in tako naprej. Jaz bom pa čisto konkretna, tako smo govorili o tem, imenovati laike, klerike, na kak način oblikovati župnijska občestva in vse to. Ne vem, tako se mi odzvanja recimo situacija letošnjega Božiča. Pa bom čisto na kratko opisala, pač je bila maša vigilije in smo pripravljali glasbo. In vsa leta je bila pri nas na župniji navada, da je bila to otroška polnočnica, ne, se pravi ta ob 9 zvečer. Jaz imam pa mičkene otroke, ampak nikoli v bistvu otrok nisem peljala k tej polnočnici. Zakaj? Ker imamo doma blagoslov doma. In mi je bilo všeč od našega župnika, ki je letos rekel, bomo oblikovali z takim liturgičnim in ljudskim petjem to bogoslužje, ampak je bilo na župnijskem svetu potem vse narobe. In je bila potem prav seja namenjena temu, zakaj ni pel otroški zbor pri tej maši vigilije. In danes tudi tako na lastni koži občutila to bolečino tega, da je nekaj drugače, da neke sheme težko funkcionirajo, kot so morda nekoč, in da je hkrati treba spoštovati to avtonomnost družine kot male cerkve. Se pravi, božični večer je večer, ko družina skupaj obhaja, ko družina blagoslavlja dom. Potem Božič, na Božič pa obhajamo bogoslužje v cerkvi. In mi je bilo to zanimivo opazovati, no, da v bistvu župnik je prepoznal ta poudarek, to vsebino, niso je pa prepoznali, po mojem mnenju, ti, ki takrat je uporabimo ta izraz, poklerikalizirani laiki, no. In se mi tu zdi ta mogoče ena bolečina, na kak način osvetliti to, kar cerkev predvideva in za družine in v svoji liturgiji prinaša, in hkrati nekako včasih mogoče boleče tiste, ki so navajeni nečesa delati 30-40 let, vzgajati v tem, da mogoče čisto teološko določene stvari niso utemeljene. Pa še mogoče druga zadeva, to glede, sem postavila prej v bistvu že vprašanje oziroma eno repliko glede župnijskih skupnosti, no. Tako kot sem napisala, se spomnim ene izjave enega gospoda, ki je zelo dejaven v skupnosti Emanuel, preko so bile tudi omenjene te karizmatične skupnosti, ki je rekel, jaz ne bi nikoli iskal take skupnosti, če bi imel v župniji to možnost, da bi se nas nekaj družin res, da bi živelo isti način življenja in da bi se lahko kot župnijska skupnost tam prepoznali. Je rekel, ampak tega v naši župniji žal ni bilo, zato smo morali iskati
občestvo, skupnost nekje drugje. In se mi tu postavlja vprašanje, kaj z našimi župnijskimi skupnostmi? Jaz verjamem, da pastoralisti se to že sprašujemo že mnoga leta, ampak se mi zdijo tudi te tendence, prej omenjeni, te tradicionalne skupine. Se pravi, občestvo je tam, kjer imamo skupne interese. Zdaj pa, jaz še vedno verjamem v to obliko, oziroma mogoče celo idealiziram to obliko župnijske skupnosti, ko srečam, ne vem, nekoga v mestu in se prepoznamo iz cerkve. Pa mi je to dovolj, se mi zdi že to občestvo, da smo prepoznani tisti, ki se srečamo pri Gospodovem oltarju. Ampak dejansko bi ta župnijsko občestvo se res moralo srečevati pri Evharistiji. Mi pa imamo potem 9. mašo z zborovskim petjem, pa 10. mašo z otroškim, pa večerno z ljudskim petjem, pa imamo maše deljene po glasbenih slogih, ne pa potem, da bi bili župnijsko občestvo. Tako da tu se mi postavlja čisto to razmišljanje, kdaj bomo presegli to eno teritorijalno, neko obliko, ki smo jo navajeni, ampak v eni modrosti, da ne bo boleče za tiste, ki so pač od vekomaj živeli v tem. Pardon, če sem bila predolga. Hvala za ta komentar. Alenka, prosim. Ja, jaz mogoče ne bi odgovarjala, ampak tako mi je prišla ena misel, da mi zelo veliko jamramo. Jaz sem velikokrat, ko sem bila v tujini 30 let, ko sem se vračala v Slovenijo, in je bilo zmeraj, kako je pri nas težko, kako je vse slabo, in jaz sem se samo nasmihala ob tem, ko imaš recimo eno drugo izkušnjo, in jaz mislim, da recimo taki problemi, ki potem se na nek način postavljajo kot neki bistveni problemi, so izraz tega, da dejansko se ne zavedamo globine te krize, v kateri smo, ali pa da še ni dovolj globoka. In meni zmeraj pride na misel, ne vem, včasih te kakšen lik spremlja. Jaz sem velikokrat vsako leto predavala v Kazahstanu, v Karagandi. In tam je bila situacija taka, da je bila zelo močna skupnost, ljudi, ki so bili zelo globoko verni. In to so bili Nemci, to so bili, ne vem, Litovci, Poljaki, ki so bili izseljeni, so bili dejansko, so jih pripeljali z vagoni, živinskih vagonih, in so jih pred zimo, ampak tam je -40 po zimi, so jih vrgli v stepo. In pravijo ljudje, da prvi grobovi so bili grobovi otrok, ker pač otroci niso preživeli te hude zime. Ampak tam so bili nekateri duhovniki, nekateri pa se tako sporadično pojavljali, pa recimo so bili zaprti, pa ko so jih spustili, pa so prišli, pa so iskali skupnosti za to, da bi lahko obhajali Evharistijo, da bi spovedali, krstili, poročili ljudi. No, in med temi ljudmi je živela ena žena, Nemka, Gertruda Decel. Zdaj so začeli proces za beatifikacijo, škof v Karagandi je začel ta proces, in ona je umrla v začetku 70 let. In oni, recimo ta skupnost, oni niso imeli cerkve. Če so prišli duhovniki, so po noči, ker sicer je bilo nevarno, maševali. Kadar ni bilo duhovnika, so se ljudje zbrali pri kom doma in so pogrnili na mizo bel prt, tam so dali na ta prt štolo, in nekateri so imeli pač to milost, da v nekaterih hišah so bili tabernakli in recimo so imeli Evharistijo. In so recimo ob praznikih lahko obhajali Evharistijo. In ta žena, ki je želela biti redovnica,
ampak pač zaradi situacije nikoli ni mogla biti. Ona je naredila eno zaobljubo pred svojim župnikom in imela eno pravilo življenja in ona je dejansko delala vse tisto, kar je lahko. Se pravi, ona je pripravljala ljudi, otroke na prvo obhajilo. Ona je imela biblični krožek, to se pravi, se je ukvarjala z razlago, z lekcijo divina, ne, za ljudi. In ti ljudje, pač ona je bila kot ena referenca za te ljudi po eni strani, po drugi strani so jo pa duhovniki strašno spoštovali. A ne? Ko so prišli in zato, ker so čutili, da ona dejansko odgovarja na neke bistvene potrebe ljudi. Ne? In je bil en škof, ki je živel tudi med temi ljudmi, pa nobeden ni vedel, da je škof, dokler ni umrl. Bil je grko-katoliški škof, Aleksander Hira, in on je to ženo imenoval mein Erzbischof. Torej, na nek način se vsa ta tudi terminologija spremeni. A ne? In jaz, ko sem recimo razmišljala, slučajno je bilo tako, da sem bila povabljena na en simpozij o vlogi žene v cerkvi, ki je bil v Vatikanu, predtem sem bila pa dejansko direktno iz Karagande tja letela, ne, in sem rekla, ja, mi si toliko vprašanj postavljamo, a ne, ki so potrebna ali pa niso tako bistvena. A ne. Ampak ta žena pa je iz tistega, ne, iz situacije izhajala, a ne, in je naredila tisto, kar je lahko. Nikoli ni ona maševala, ne, to ji ni prišlo, mislim, na pamet, ampak tisto, kar je lahko v tisti situaciji je postorila. Ne. Tako kot recimo, da ena težka situacija sama izzove, če jo res razumemo, ne, kot tako izzove odgovore, ampak znotraj naše vere, ne, znotraj našega odnosa s Kristusom, ne teoretično.